Lep pozdrav, drago moje šmarje, in nadaljujemo z razstrupljanjem našega organizma, da podkrepimo delovanje naših jeter in žolčnika. Danes vam bi priporočala zelo enostavno ajurvedsko tehniko, imenuje se celo kraljeva ajurvedska tehnika, in sicer gre za žvrkljanje hladno stiskanega olja. Predno to izvajate, tehnika se izvaja zjutraj na tešče. Najprej dobro očistite svoje zobe in pa tudi jezik. Boste videli te obloge, jezik, lepo očistite te obloge. Lahko kar z zobno ščetko, lahko majhno to čajno žličko jo in postrgate, lepo očistite jezik. Potem date eno žličko olja v usta, lahko je to ali sončnično, lahko je olivno olje, zelo se priporoča kokosovo olje, ker naj bi nekako blagodejno vplivalo kokosovo olje na naše zobe. In potem lepo žvrkljate, ja. Fajn, ja, vozite to olje po celotnih ustih, levo, desno, gor, dol in lepo, ja, res bogato požvrkljate. Pomembno je, da žvrkljate 20 minut, ja. Vi lahko si vmes pripravite zajtrk, lahko se stuširate, lahko izvajate tole, ampak skozi ves čas, ja, vozite oziroma valite to olje po svojih ustih. No, po 20 minutah boste videli, dobiste res eno tako gmoto olja in naše sline, potem dobro izpljunete, zopet dobro očistite svoje usta, ponovno umijete zobe, zopet umijete svoj jezik in je to res zdaj v tem času izrednega pomena, da izvajate to žvrkljanje olja. Mi bi pa danes še nadaljevali z vajami za razbremenitev vratne hrbtenice, ker vrat je ena taka struktura, tukaj so zelo take drobne, fine mišice, fine strukture in vrat opravlja v življenju izredno težko delo, nosi, sama glava je napram vratu izredno težka. Tako da bi res jaz pokazala danes bolj ene vaje in pa tudi same ene trakcije, ker bomo malo dvignili glavo in malo razlepili in s tem razbremenili naš vrat. Poleg tega bi še kar ponovili vaje za krepitev vratu, ker nekako ta vrat je ena taka, pri človeškem telesu bi rekla tudi zelo pozabljena destinacija, vse kar se tiče vaj in raznih telovadb, ponavadi krepimo noge, roke, trebuh, nekako vrat je pa izredno pozabljen, ja, tako da bi ga res danes kar naredila poudarek na krepitvi vratu. Pa bi šli kar še vedno v tele naše izometrične vaje, ki jih že dobro poznate, fajn, malo potiskate, delate, ja, upor. Za roko dajte upor, glava, roka tiščita skupaj. Pa gremo še naprej, teh vaj ni nikoli preveč, tudi sama jih kar pridno izvajam. Kar lepo, kar spomnite se, tudi ne rabite tukaj neke blazine, ja, lahko kar takle pri svoji pisalni mizi lepo izvajate krepitev. In fajn nazaj. Pa še enkrat, fajn tukaj, pa druga stran, pa tukaj, prej upor in nazaj. Upor. Naslednja pomembna segment, ki bi ga naredili eno trakcijo, vratu, oziroma trakcijo bomo malo dvignili tale glavo nad vrat. Ja, bomo šli, ker bomo takole sklenili za vratno hrbtenico, ja, in bomo kar lepo tukaj naslonili tale mezinčkov del na glavo, se pravi na ta okcipitalni del, in bomo rahlo dvignili ta zatilni del navzgor in s tem bomo razbremenili vratno hrbtenico. Ja, se pravi tukaj boste šli fajn tu. Ja, in kar fajn, lepo, fajn in kar fajn malo dvignete z rokami gor. Lahko še izdajate izdih, potem še boste kar čutili, kako se lepo raztegne vratni del. In še. In kar fajn vdih in izdih. Kar fajn vdih, raztegni in izdih. Pa še zadnjič vdih
In izdih. Zdaj bomo šli z prstki, bomo fajn objeli tale zatilni del, bomo kar s prstki šli takole, bomo fajn objeli zatilni del in ga bomo malo dvignili, ja. S prstki malo objamem ta zatilni del in kar malo dvignemo zopet glavo, lobanje od vratu, kar fajn tudi dvigneš. In sprostiš. Pa še zadnjič. In sprostiš. Izredno paše, kar čutiš, se začne kar razbremenjevati. Dajmo še fajn z ušesom proti ramenu in kar fajn lahko roko tudi damo dol, da še povečamo raztezanje. Te raztege res pazite, da tudi zadržujete malo dlje časa, tam enih 20 sekund in sprostite. Pa druga stran, kar fajn. Držati, ja, držati kar 20 sekund in spustiti. Pa naprej, spet raztegnemo. In spustim. Pa bomo še kar fajn tukaj šli za brado, ta del od spredi je tudi izredno stisnjen, ja, v tem našem načinu življenja fajn, da nastigneš. In spustim. Bomo še naredili majhne kroge, pa druga smer. Ja, zdaj v tem primeru bomo naredili še večje kroge zelo, zelo počasi. Če imate kakšne vrtoglavce, kakšne težave, potem te vaje raje ne izvajate. Če ste okej, potem lahko naredite kar počasi, zelo počasi. Ja, ste kar čutili, kako malo škripa po vratu. Ja, in še druga smer. Pa in tu. Ja, tudi če imate kakšne vrtoglavce, lahko tudi z vidom spremljate sam gib. Ok, in to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo drugi teden. Vse dobro.